Lepo pozdravljeni na pogovoru ob filmu Kaj ti je deklica. Z mano je režiserka in scenaristka filma Urška Đukić in pa producent Jožko Rutar. Lepo pozdravljena. Urška, omenila si že, da si idejo za film dobila, ko si poslušala pevski zbor. Bi lahko povedala kaj več o tem? V bistvu to je bil nek prvi trenutek, ko sem začutila, da moram narediti oziroma da moram raziskati to temo skozi film. Zares nisem še takrat točno vedela, kaj to je, ampak pač začutila sem tisto neko notranjo silo po ustvarjanju, da pač moraš iti v to smer, in sem šla. Najprej sem ta zbor sledila nekaj časa, jih opazovala in bila zelo fascinirana nad procesom ustvarjanja glasbe, na vajah v bistvu. Tako da ne samo nad končno glasbo, nad harmonijo, ki se zgodi pol, ko je glasba postavljena, ampak v bistvu nad tem procesom, kako naenkrat pač se ustvari harmonija, pa se pol razblini spet, propade, pa se spet ustvari, in med tem, kaj se vse dogaja med ljudmi, ko se pač vadi, kakšne povezave se dogajajo med ljudmi, ki so v eni skupini. Tako da to me je pač vodilo. Najbolj me je navdušila seveda slovenska ljudska glasba in te mlade punce, njihovi odprti glasovi, še posebej zato, ker so bili ženski glasovi skozi stoletja tako zatrti. In sem čutila, da je tam nekaj pomembnega tudi zame. Zato sem šla tudi sama na neke glasovne vaje in začela razumevati, iz kje ta glas prihaja, iz notranjosti, iz telesa, in sem skratka, želja je bila, da naredim neko tako zelo čutno izkušnjo, da se poglobimo noter v telo in v doživetje v telesu, ne samo na zunanje situacije, ki se nam zgodijo, zaradi tega, ker se mi zdi, da vsakič v bistvu, da zelo hitimo v tem svetu in ko se nam nekaj zgodi, včasih niti ne opazimo, kaj vse se nam je noter v telesu zgodilo. Ko se pa enkrat poglobimo, pa vidimo, da je tam cela pustolovščina noter se zgodila v enem samem trenutku. In skozi to sem potem raziskvala te teme, ki so nekako shranjene v telesu, sram, krivda, še posebej, ko dekleta odraščajo in trčijo ob pravila družbe, ki govorijo, kakšna bi mogla biti, in potem telo govori nekaj drugega. Skratka, to se mi zdi izjemno pomembna tema, nasplošno ta neka opresija, neka pravila, ki grejo proti telesu. Zaradi tega sem pač se poglobila v to temo in jo raziskala bolj. Včeraj si omenila tudi haptičnost filma, torej da se zdi, ko film gledamo, da ne slišimo ali pa vidimo samo to, ampak da tudi ga doživljamo z drugimi čutili. Bi lahko kaj več o tem povedala? Kako si se tega lotila tudi s filmskimi izraznimi sredstvi? Ja, meni je ful pomembno, da recimo, ko jaz gledam filme, da nekako sodelujem pri tem ustvarjanju kreativnega dela, da me režiser ali pa filmarji potegnejo noter, ne samo, da mi dajo informacije, ampak da me res angažirajo od znotraj in začnem čutiti. Hotela sem ustvariti to čutno izkušnjo skozi vse te naša čutila, ki so zelo skrivnostna, in pač seveda angažirati gledalca, da čuti z Lucijo to njeno poglobljeno notranjo izkušnjo. Pomemben je bil zvok, zelo, tudi v scenariju je bilo skozi napisano, kaj slišimo. Nekatere stvari smo seveda pol razvili naknadno, potem valjda vizualno, taktilnost, tako da smo zelo blizu likom, da čutimo, da kar gremo že noter v lik. Tako sva v bistvu tudi z Levom koncipirala pol fotografijo filma. In recimo seveda je poudarek tega vročega, brezskrbnega poletja s svetlobo in z vodo, ki je pač tam za tem samostanom ta reka Nadiža, taka lepa, čudovita, in ta brezskrbnost poletja in mladih punc, ki odraščajo, se je tam zelo dobro pokazala. Tako da na tak način. Kakšno vprašanje, kakšen komentar?
Juško, bi mogoče ti povedal, kaj pa je tebe pritegnilo pri tem projektu? Kako ste začeli sodelovati z Urško? Zanimivo. Mislim je, da enkrat sem šel v Cannes in me je Urška poklicala, če imam slučajno plac v avtu, da bi jo peljal v Cannes in sva se pogovarjala celo pot in potem me ona ogromno nekaj stvari spraševala in potem mislim, da tam že nekje pred Genovi ali pa kaj tacga me je pa vprašala, če bi me mogoče zanimalo delati na njenem filmu, tako nekako, no. In pol so se tam v Cannesu pogovarjali, pa pol smo to prebrali in pol smo pač šli na to skupno pot v bistvu tega projekta, ki je trajala kar nekaj časa. V vmesnem času se mi zdi, da smo tudi se kar dosti komunicirala o raznih temah, ne samo o financiranju, tudi o scenariju, o likih, o castingu, o lokacijah. In tako kot se je pri Urški scenarij spreminjal, so bile tudi neke stvari, recimo, še vedno se zelo dobro spomnim, pač imeli smo eno verzijo scenarija, ki je bila umeščena čist druge, pol pa je Urška tam raziskovala to lokacijo in potem na poti v Italiji isto in potem na poti domov sem jaz rekel, veš kaj, Urška, tam v scenariju je bila ena majhna sekvenca, kjer grejo punce v samostan. Mislim, ne toliko. Ampak ne toliko pomembna in potem sva pač naredila en tak detour in sva se ustavila v Čedadu, ker sem jaz samostan že prej poznal kot lokacijo, pa tudi recimo, ne vem, pol naknadno sem zvedel, da tudi Vlado Škafar v njem snemal svoj film. In pač se mi zdi, da ko so prišli na tisto lokacijo, da je tudi to recimo Urški dalo nek kreativni poriv in idejo in je pol tudi scenarij prepisala, da se večinoma dogaja. Tako da je bilo kar zanimivo, pač poleg samega produkcijskega vidika se mi zdi, da je bilo tudi dosti tega nekega kreativnega sodelovanja med nama. Ja, ta samostan je bil tako čudovit, res je bilo nekaj posebenega, ker sem prišla, v bistvu še nisem bila prej v Čedadu, in takoj sem začutila tisto neko atmosfero, tako zelo pomembno in še posebej ta samostan je nekaj posebenega, je sicer muzej, star uršulinski samostan, ampak takrat, ko smo prišla noter, so bili ravno delavci noter in so prenavljali in te odri gradbeni in tako. In smo bili, joj, kako bomo pa zdaj tukaj snemali, to bojo prenavljali še 3 leta, Pa sem rekla, pa pismo, to je ful zanimivo, to pa še nismo videli, da je v samostanu ta stara katoliška struktura, da se jo prenavlja in so tam neki moški, delavci v uršulinskem samostanu, pač ženskem samostanu, in to se mi je zdelo ful čudovito in sem pač to vzela. Iz samostana sem črpala zgodbo, na kar je bil za samostanom recimo ta vinograd in tam ta čas, ko sem jaz tam preživljala čas, so bila glih nezrelo zeleno grozdje, in najprej sem razmišljala, kako bi bilo fino, če bi bilo zrelo in kako je čutno videti te punce, ki jejo to grozdje, Potem se mi je pa posvetilo, kako je to zanimivo, če jejo to kislo grozdje in trpijo, To je taka metafora za to krščansko idejo, da moramo trpeti, In je pač se rodila ta scena, ki je pol ratala taka neka metafora filma. In Nadiža in Devil's Bridge, se pravi Hudičev most, vse je bilo tam in je bilo noro dobro to kreativno ustvarjalni proces, ki je pač samo, ne samo to, še ta jama je bila tam, Tam zelo blizu je ta jama, Landarska jama, mislim, da se reče, ki je bila tudi, vhod v to jamo je bil preurejen v cerkev že, ne vem, v katerem stoletju, tako res še pred krščanstvom v bistvu so že imeli tam neke poganske, staroverske, tako da se je vse nekako
nekako me je prostor vodil, no? In to mi je bilo res nekaj najlepšega, ker prostor mora biti po mojem mnenju zelo neločljivo povezan z zgodbo, ker je, ja, takrat se zgodi neka harmonija, no? Ker se mi zdi, da se te elementi poklopijo vsi. Ja, mogoče še ena zanimiva zgodba. Tudi Slap je bil tam in pač zanimivo, če govorim behind the scenes, mi smo se ful hitro povezali z občino in oni so našli super na roko. Mi smo dobili lokacijo za ston praktično, cel smo stan. Najprej so rekli, ne moramo vam ga dati, ker ga prenavljamo. Pa smo rekli, pa mi ravno to hočemo, ne? In potem se je pa tako, in ja, pa to je evropski projekt, pa ne vem kaj, pa Italija kot Italija, ne, je pa prezgodaj denarja zmanjkalo in so, ne vem, 2 meseca preden smo mi prišli snemati, so vse podrli pa pospravili. Tako da smo mogli gradbišče ponovno zgraditi, ne, produkcijsko. Ja. Ja. Tako da smo ga lahko prilagodili tudi kadriranju, pa tako, ne, da je bilo... Ampak ja, je bilo pa super, pač se mi zdi, da ta del, recimo Slovenija, Italija ali pa Italije, ki ima neke korenine slovenske še zajedene, je tak še vedno neizkoriščen vizualno prostor za snemanje. Mislim, da zdaj slovenski režiserji in pa producenti ogromno snemajo preko meje, tudi zaradi financiranja, ampak imaš neke lokacije, ki jih pač nimamo v Sloveniji. Kakšno vprašanje, kakšen komentar? Samo mička na mikrofon. Veliko je že povedala režiserka, ker bi sicer jaz vprašala prav ta sistem njen povezave med institucijo pa naravo, ne? Tako da to smo zdaj že precej slišali. To vse pravzaprav deluje kakor neko naključje tega filma. Zdaj pa mene zanima, naključje najbrž ni čist vse naključje, me pa zanima, kateri filmi so pa na njo vplivali, recimo v toku njenega izobraževanja kot filmska in režiserka. Ali pa režiserji, no, tako. Ker, ne, se pravimo, naključje ni čisto naključje, tako da neke reči so referenčne, ne, tako da, evo, še to mogoče. Res je, zagotovo, ko pač se učiš pa odraščaš, a ne, veliko stvari vpliva na te, ampak jaz sem že zelo zgodaj razvila nek svoj intuitiven ustvarjalni proces, ki jemlje navdih iz različnih stvari, od glasbe do sodelavcev, ki prinesejo tudi neke svoje ideje, do umetnosti, slikarstva in vsega zvoka, ne. In nekako je pač ta proces bil voden skozi to intuicijo ves čas, ne. Jaz se nisem nikoli omejevala na to, da zdaj imamo pač scenarij in takole moramo posneti, tudi pri prejšnjih svojih filmih, a ne. Vedno grem z nekim tokom, z neko intuicijo in sledim temu, tudi če ne vem točno, zakaj moram iti tja, jaz kar grem in potem se to izkristalizira, ne. Zato mi je zelo zanimiv in čaroben ta ustvarjalni proces, da je v bistvu malo na nek način spustiš ta nadzor, ne. Seveda, jaz osebno, meni so zelo blizu avtorji, ki delujejo skozi improvizacijo, recimo Mike Lee pa Lucrecia Martel, njen film La Niña Santa, recimo mi je bil zelo blizu, ko sem ustvarjala ta film. Zaradi tega, ker sem tudi jaz zelo rada delam improvizacijo z igralci, ker skozi to zelo globje greš, ne samo, ko si jaz predstavljam, kako človeško obnašanje funkcionira, ampak ko ti res vzpostaviš prostor, varen prostor, potem se te igralci sprostijo in oni nezavedno začnejo delovati in pride iz njih nekaj zelo avtentičnega, ne. In tisto smo pa v bistvu skozi te improvizacijske vaje tudi pisali scenarije in zelo globoko raziskovali vse človeško obnašanje, vse motive, vse, zakaj nekdo kako odreagira, ne. In to je pač meni recimo nekaj najbolj blizu. In tudi to, da ne kontroliram ves čas vsega, ker pač režija je neke vrste kontrola,
Na začetku že, a ne? Potem pa pač se prepravim in se spustim in potem toboganu in sem odprta za to, da se neke čarobne stvari zgodijo in da jih ujamem na kamero. Glede na to, kar ste rekli, spustim kontrolo. Ne? Mene zanima ta lik njene prijateljice. Meni se zdi tako mogoče malo preveč poudarjen glede na ton filma. Kaj vi menite o tem, no? Recimo, ta njena kolegica? Meni se zdi, da je malo preveč, kot, ne vem, kot da ne paše v ta ostali ton filma. Kaj pa vi pravite? Ja, jaz ne vem, jaz ne čutim. Vam se zdi v redu, ne? Ja. Ampak je pa čisto seveda odvisno vsakega posameznika, kako čuta, ne? No, tako, kadar se pojavi, pa že kar malo tečnost gleda, ne, razumete, v tem smislu. No, drugače pa tudi recimo, kako ste pa vadili tole, bom rekla, dirigiranje? Ja, v bistvu mi smo vzpostavili projektni pevski zbor. Ta pevski zbor ni prej obstajal, mi smo ga naredili za potrebe snemanja, smo naredili audicijo za 30 pevk, deklet, potem smo pa svoje igralke not vključili, imeli smo dirigentko Jasno Žitnik, ki je vodila naš zbor in tudi učila petje, tudi naše igralke je učila od začetka. Hkrati pa se je Saša pridružil vsem tem vajam in je še njega učila zraven, ne? Ker Saša je glasbenik tudi, ampak ni pa še nikoli prej se srečal s tako nalogo. Je pa se zelo hitro, je bil čisto navdušen nad scenarijem in se tako odločil, da on bo dal vse za ta film in je bil največji fan že od samega začetka in je res naredil čudovito vlogo, ne. Živijo. Jaz bi pa mogoče vprašala za vaše mnenje ali pa ne vem, neke misli na zaključno sekvenco, v bistvu od tega pevskega zbora do konca filma, ker mi smo se včeraj s kolegicami pa kolegi pogovarjali, pa smo imeli zelo različna mnenja, pa me mogoče zanima nek vaš pogled na ta del filma. Ja, vsa mnenja so dobrodošla, valjda. Jaz sem to v bistvu na nek način gradila kot nek vzporeden, abstrakten svet, ki zelo jasno pokaže občutenje, notranjost v telesu, notranjost lika, ne. In Lucija se spusti v to svojo notranjost skozi bolečino. Tudi recimo prva slika filma, ne, če se spomnite, je ta Kristusova rana, ki v bistvu je iz 14. stoletja, iz neke molilne knjižice luksemburške vojvode. In je bilo meni tudi tako fascinantna podoba, ki na nek način izgleda kot vagina, pa hkrati ta izvor vsega in hkrati je to rana Kristusova. Skozi neko bolečino v notranjost, tam v bistvu se lahko rodi nekaj novega, no? In neko globje razumevanje sebe. In tako je, to je tudi v bistvu zelo simbolična metafora filma. Njej se zgodi seveda skozi to neko bolečino neka mala smrt, zato da se lahko neko novo razumevanje rodi, ne? V njej, ko se sreča globoko sama s sabo. Hvala. Čas nas počasi preganja. Je zelo res lepo izpeljana, zelo močno deluje, tako praktično res očiščena. Hvala. Imam občutek, da bi lahko pogovor še nadaljevali, ampak čas je potekal, tako da najlepša hvala in čestitke še enkrat za film. Urška Đukić, Joško Rudar. Hvala festivalu za gostoljubje.